Beremo kakovostne knjige, ki imajo znak Zlata hruška, ki ga podeljuje Pionirska mestna knjižnica Ljubljana. Z Izabelo sva ponovno brala Moje življenje kot abeceda. Ganljiva, zabavna knjiga o avtistični deklici Candice. Ji je uspelo rešiti družino, jih spraviti v smeh, dobro voljo? Po nekaterih domnevah naj bi bili tudi Mozart, Einstein in Tesla avtisti. Z Izabelo bereva knjigo Moje življenje kot abeceda. Na kratko vas spomniva, o čem teče beseda. Candice je 12-letna deklica, ki ima avtizem in knjiga govori o njej, kako proba v svoje življenje in družino pripeljati smeh, o njenem prijatelju Douglasu, ki zase pravi, da je iz druge dimenzije in tem, kako se ona vključuje v družbo. Ja, kako pa ti vidiš Douglasa? Kaj pomeni ta druga dimenzija? On je v bistvu padel iz drevesa in izgubil spomin. In on v bistvu pravi, da je iz druge dimenzije in da to sploh niso njegovi pravi starši. In se proba s skakanjem iz dreves po nekih njegovih izračunih, točno določeni uri, točno določene višine, skočiti iz drevesa, ker naj bi pri tem prečkal neke brane ali nekaj tasga in se proba vrniti v njegovo pravo dimenzijo. Všeč mi je tudi to, da si prej rekla, da Candice želi v svojo hišo prinesti smeh. A tudi ti s humorjem kdaj rešuješ situacije? Ja, velikrat. Recimo, če sem kdaj v kakšni nerodni situaciji ali pa kaj, probam kaj rešiti s tem, da povem kakšno šalo ali pa da se kaj nasmejimo, tako pa je pa vse lažje. Če bi ti dobila to nalogo, da opišeš svoje življenje kot abecedo, bi se je lotila? Mislim, da je zame 25 črk čist premalo, zaradi tega, ker že zdaj, ko sem stara 13, se mi je toliko stvari zgodilo, da bi rabila kar malo več črka, 25. Potem ti bom zdaj dal pa še večji izziv. Kaj bi rekla za črko I? Mogoče iznajdljiva? Sprašujem vas naslednje. Douglas meni, da živi v drugi dimenziji. Njegovo stanje je posledica A. Nezdravljene bolezni, B. Fizične poškodbe, C. Genske napake ali D. Bujne domišljije. Kaj pravite? Imate 15 sekund. Obe ekipi menita, da je rešitev B, torej da je njegovo stanje posledica fizične poškodbe. Douglas je padel z drevesa in izgubil spomin. Zato je pravilen odgovor resnično B. Bravo!